ne prenesem, da mi kdo naklada. No, tako. Jaz razumem, da nek kriminalec na sodišču se lahko tudi laže, da reši svojo usodo. Tisto razumem. Ampak v drugih pozicijah, ne, pa to obračanje besed, pa smo rekli, pa ni tako, pa kazanje s prstov, tako da nikoli ne bi delala politike, nikoli, ker mislim, da nisem tip. Pri kroniki so pa stvari jasne. Mi vemo, kaj je družbeno sprejemljivo, mi vemo, kaj ni. Mi, recimo, ko se nekaj zgodi, znamo določiti tisto, kaj, kdaj, zakaj, kako, kje, ne, nekako imaš neko vsebino. In lahko to narediš. In nobene cenzure nisem nikoli imela. Ne? In meni ni, pazi, kako boš o tem pisala, tukaj moramo paziti, tukaj so spolska tla, to rajne. Jaz tega nisem imela. In rečem temu čisto novinarstvo. Če sem naredila cenzuro, sem naredila sama. Ker sem ocenila, da določene stvari, ki jih vem, jaz vem bistveno več stvari, ne? Od tistega, kar posredujem. Zakaj? Zato, ker moraš imeti rešeto. Kje je človekovo dostojanstvo? Ne? Ti moraš določene situacije, določene detajle, ki jih zveš, niso potrebni. Če je nekdo doživel neko spolno zlorabo, ni treba iti v detajle, čeprav jih slišiš včasih na sodišču. Ne? In tu sem jaz sama svoja cenzura. Tu sem jaz sam svoj kontrolor in se skušam uživeti, če bi jaz bila v tej vlogi, ali storilca, ali žrtve, ali svojcev, dokje, ne, bi še prenesla, da se pripoveduje, čeprav takrat je itak vse boleče. Za svojce je vedno vse boleče.